Prelomilo se je marsikaj, kar je spravljalo mlado federacijo Jugoslavijo ponovno v življenjsko nevarnost. Ne samo Slovenija je bila za časa okupacije najhuje, v najhujši nevarnosti. In če ne bi bilo oboroženega upora, široko podporo, predvsem vprašanje je, če bi preživeli kot narod, predvsem pa vprašanje je, ali bi povečali svoje narodno ozemlje. Kajti, ko se je končala vojna, žal je antihitlerovska koalicija že bila napokana. Ne samo napokana, je pravzaprav že prenehala. In Churchill je odločno sklenil sam pri sebi in z Amerikanci, da Trsta in Primorja Jugoslaviji ne bo dal, ker se mu je Tito zameril in je rekel, naj se kuha v svojem lastnem sosu. In kako se je to zgodilo? Jaz sem želel, ker je minilo 2 leti po osvoboditvi, bil sem še vedno v vojaški uniformi, da se vrnem v slavistiki. In svojemu predpostavljenemu generalu sem to povedal. To je bilo konec 47. leta, ko so prvi sovjetski ekonomski svetovalci že zapustili Jugoslavijo, kot ker jih je Stalin tam razporedil, da bi v celoti lahko kontroliral celotno jugoslovansko gospodarstvo. Oni so zapustili. In ta general me posluša, potem pa reče, Črnogorc je bil, taj tvoj univerzitet, lijepa stvar, ali front je ovdje, ostaneš tu. Jaz sem se protivil, potem mi je pa rekel, razmisli. In vstal pa je šel. In to je bila najtežja odločitev v mojem življenju. Z ene strani sem se zavedal, da utegne biti ta borba nič manj huda kot okupacija. In dejansko kasneje, to sem sam lahko občutil, mogoče najbolj občutil, tukaj v Sloveniji se je mnogo manj to občutilo, da je pravzaprav, kaj jaz vem, neke posebne mednarodne okoliščine, predvsem pa, ko je bila Jugoslavija izbrana za nestalnega člana Varnostnega sveta, da Stalin ni sprožil, ker so čakale več desetin divizij, satelitov in sovjetskih ob celi meji, ob jugoslovanski meji, da bo dal ukaz. Ampak Stalin je bil, kot vsi diktatorji, pravzaprav zastopnik blitzkriega, hitre vojne, udariš in konc. Tu je pa vedel, da v Jugoslaviji ne bo šlo tako in dejansko smo sklenili tisti, ki smo pač bili v Beogradu, če prodajo sovražni tanki čez Vojvodino pa čez mejo do Beograda, ne bomo jih čakali v Beogradu, ampak v Bosanske hribe. In ponovno partizanska vojna. On je to, ker je imel neverjetno preluknjana je bila z njegovimi obveščevalci Jugoslavija, je to vedel. In drugo, ko je pa Jugoslavija bila izvoljena, sicer samo za 1 leto, članica Varnostnega sveta, to je pa bila druga kvaliteta
članica Varnostnega sveta, ni bila, ne. Morala bi Združeni narodi in svetovna javnost drugače reagirati, kot pa če Jugoslavija ne bi bila tam. To je gotovo bil eden. Drugi, tu je bila pa modrost Titova, da je, ko se je istočasno 53. leta v Bandungu so se sestali voditelji Afrike in Azije in na osnovi pravila Pančašila, to je 5 principov o samostojnosti držav, začeli gibanje neuvrščenih. Tito je ocenil, da je to ona široka mednarodna podpora Jugoslaviji in s tem je pravzaprav pridobilo gibanje, ker če bi ostalo brez Jugoslavije kot evropske države, bi bilo pač azijsko-afriško. Ker je pa bila Jugoslavija iz Evrope, tu je pa postalo mednarodno gibanje. In tako je to gibanje tudi delovalo na 15-letnico Združenih narodov, so Tito, Nasser, Nehru bili v Združenih narodov generalni skupščini, predložili so, da skupščina sprejme posebno deklaracijo z principi neuvrščenosti in miru, medsebojnega sodelovanja miru. In seveda zapadne države, posebno glavne, so se uprle, je deklaracija sicer bila izdana, ampak ne kot Združenih narodov, ampak kot voditeljev neuvrščenega gibanja. Torej, to je bilo takrat, takrat je imelo gibanje dejansko težo, česar se mi zdi, se v Sloveniji nikoli ni dovolj razumelo, kar se tiče neuvrščenega. In moje osebno nagnjenost k temu je bila prav na osnovi tega, ker kot je Tito rekel na vrhunskem zasedanju v Beogradu, mi nismo tretja sila, ampak mi smo svetovno gibanje, da preprečimo spopad dveh blokov. In to je bilo bistvo gibanja neuvrščenosti. In ko pa je po sedmem zasedanju na Kubi prevladal kubanski pristop, da bi morali biti pod zaščito Sovjetske zveze, tu se je začelo tudi zagibanje neuvrščenosti pot navzdol. Oni se še danes sestajajo. Indija kot modra država še danes vodi pravzaprav to politiko. Srbija, srbsko vodstvo je bilo dovolj modro, da je 50-letnico prvega zasedanja v Beogradu ono priredilo in so prišli vsi šefi neuvrščenih držav so prišli v Beograd. In mene so vprašali, kaj pa to pomeni. Jaz navadno rečem, dobro, gibanje neuvrščenosti ni več to, kar je bilo, ampak je vedno dobro, boljše, da se sestanejo z idejami neuvrščenosti, to se pravi miroljubnega reševanja konfliktov, kot pa pojačanje spopadov. In tako da to gibanje, tudi če je tako, kakršno je, pravzaprav ni škodljivo. Mnogo se ne čuti njegovo delovanje, ampak, kot pravim, boljše je skupaj priti.